Evo, nova sezona, naporen ritem je pred vami. Ja, boste zdržali in psihično in fizično NBA ritem, če lahko rečem. Ja, mislim, da ta ritem je definitivno za čisto vsega od nas, tudi za trenerje, nekaj novega. Tako da, ampak verjamem, da nekako strokovni štab je sestavil plan dela temu primeren. Ekipo imamo široko, mislim, da je igralcev dosti, priključil se nam je tudi Mlađan in mislim, da bomo s pametno rotacijo brez problema zdržali. Vedno so visoka pričakovanja javnosti, ste pripravljeni na nje? Pa ja, vedno so, pa jaz mislim, da je to tudi prav. Olimpija le ima tako zgodovino, če pomislimo to novejšo, ampak mi se s tem preveč ne obremenjujemo. Vsi vemo, zakaj smo tle, gremo korak po korak in tako bomo tudi gradili korak po korak in bomo videli, kam nas to pripelje. Ja, praviš, Olimpija ima zgodovino, ampak svojimi rezultati pa finance v zadnjih letih so bila neka težava. Zakaj so vsaj neki igralci vedno dovolj za Olimpijo, še vedno dovolj zaupanja? Pa jaz mislim, da ja, ne vidim teh problemov, vsaj od teh fantov, ki so letos le zbrani. Za mene osebno lahko povem, da to pač sploh ni težka odločitev, tukaj sem doma, tukaj se najbolj počutim. Bil sem že, ko je, ne vem, avgusta kazalo, da ne bo ekipe, bil sem že tle, pa se na koncu vse dobro iztekal. Vedno treba gledati pozitivno in s tako miselnostjo se da sezono čisto normalno pripravljati. Ekipa je praktično sestavljena čisto na novo, mislim, da sta 2-3 z lanske sezone. Kako je to velika težava, ni, je že prava kemija? Pa z tega stališča morda ja, ampak na našem področju mislim, da čisto vse ekipe, če pogledam, Krko, Helios, mislim, da so vsi, ne vem, če kdo zadržal, ne vem, 6 ali pa 7 igralcev, čisto nobenih ni, tako da sigurno bo trajalo kakšen mesec več, da se igramo, ampak to je nekaj normalnega, se mi zdi za to obdobje v košarki. Trener je rekel v Ligi ABA, tam mogoče 6. mesto v Eurocupu, da bo vsaka zmaga presenečenje, kaj pa igralci, kakšni so želje, cilji? Pa jaz mislim, da mi si letos želimo biti, če bi uporabil angleški izraz, hard-nosed team. Vsako tekmo bomo šli na zmago, ne bomo se predali. Zdaj, kam nas bo to pripeljalo, bomo videli, so pa definitivno, vemo, katere ekipe so tiste, ki bojo verjetno na Final Fouru, katere ima največji budžet, kvaliteto odstopajo, vsi ostali pa mislim, da bomo kar kakšno zmago ali pa 2 samo narazen in upam, da bomo mi na koncu med njimi med boljši. Mirko, zadnji 2 leti si bil v Krki, si imel še kakšno ponudbo od njih po koncu lanske sezone? Ne, direktno se z njimi nisem pogovarjal, tako da bi lahko rekel, da nisem. Zdaj bo kar hitro prišla ta tekma s Krko, ne? Ja. Svojo bivšo ekipo, kakšne bojo občutki? Pa verjetno bojo malo posebej. Jaz sem mislim, da tam preživel eni lepi 2 sezoni, hvaležen sem jim za to priložnost, ki sem jo dal. Tako da sigurno bojo posebni, ampak zdaj sem tukaj in z glavo sem povsem tle, gremo zelo motivirani. Kakšen čas ne date, da te trener druge potekne? To kaj pomeniš posebej? Pa seveda, da pomeni. Kapetan Olimpije ni mehna stvar in to je definitivno velika stvar, ampak to, ko sem že povedal fantom v garderobi, jaz mislim, da letos ni nekega igralca, ki bo odstopil po kvaliteti, da biti zdaj lahko nosil na svojem hrbtu vse. Mislim, da je letos naša moč v tem, da imamo 12 kapetanov. Čuk vsem pač ta naziv pripada tebi? Pripada definitivno. Je pritiska zaradi tega, ali je to čisto pač jemlješ tako pač? Pa pritisk, ja, na papirju, ampak jaz osebno to ne jemljem tako. To mi je nekako že celo življenje v vseh kolektivih, kjer sem bil, pa da nisem bil seveda najmlajši, sem bil eden izmed nosilcev, izmed liderjev, tudi tisti, ki so v garderobi znali kaj povedati, tako da nič novega.